Darko Jorgič, pred 2 letoma ste skakali od veselja, ko je bilo v dvorani košarkarskega kluba Bayern, ste osvojili kolajno. In kakšni so zdaj ti spomini na takrat? Ja, spomini so še vedno enostavno evropsko prvenstvo, to je bila moja prva kolajna, kar se tiče posamična. Od takrat naprej nismo imeli še evropskega prvenstva, septembra je novo, tako da je enostavno vrhunski spomini, lepi spomini, ko me čakam že naslednje evropsko prvenstvo in iskreno upam, da bom še bolj vesel na koncu. Ampak, kolajna je bila, se pravi tisto, zdaj za vsakega športnika je nabiranje kolajn tisti ultimativni cilj, katerega pač poskušaš narediti. Ne. Zdaj, na svetovnih prvenstvih je malce težje zaradi konkurence, na olimpijskih igrah so pa konkurenco malo klestali. A je lažje ali ne? Bom rekel, odvisno je vse od žreba, to je enostavno številka ena. Na svetovnem prvenstvu sem imel svoje možnosti, da bi se uvrstil v četrtfinale in tako naprej. Nisem izkoristil olimpijske igre v Tokiu, sem bil v četrtfinalu, premagal tudi favorita, mogoče za zlato medaljo, ki so ga vsi dvigovali, Harimota. Ja, mogoče je lažje priti res korak dlje na olimpijskih igrah, ampak še vedno je vse odvisno od tega žreba, če se ti poklopi tudi od tvoje forme. Iskreno upam, tako kot sem že rekel, da bo to leto res tisto vrhunsko leto in da se ga bomo vsi lepo spomnili. Kaj pa je, zdaj ne bom govoril o tehniki namiznega tenisa, ker to vi tako vladate do potankosti. Kaj pa glava? Je glava pripravljena na to, da so olimpijske igre za to, da se je treba boriti za kolajno? Vsekakor. Mislim, da vsak športnik gre na olimpijske igre, da se bori za kolajno z nekimi cilji in bom rekel z neko pozitivno energijo v glavi. Ja, enostavno. Tako kot sem že rekel, vse je, bom rekel, odvisno od nekih drugih segmentov, tudi od tiste forme, dnevne forme, kako boš odigral. Enostavno, v Tokiu sem bil mogoče igralec, ki ni razmišljal preveč o kolajnah, pa sem igral vrhunsko. Zdaj sem igralec, ki je mogoče bolj še uvrščen in sem med favoriti za, bom rekel, visoke stopničke. Treba se je vsekakor drugače pripravljati, drugače razmišljati o teh tekmah, o teh pomembnih tekmah, še posebej ta prva kola in krogi. In potem, enostavno pa upam, da je tista glava res prava, glede na to, da je bila res sezona res dolga, da smo še mogoče 10 dni nazaj končali dobro sezono in enostavno potem fokus samo na olimpijske igre. Slančniki pravijo, da imate tisto prepotrebno športno predrznost, ki vrhunskega športnika, ki mu doda še nekaj, da stopi stopničko više. Drži to? Drži. Res, da veliko ljudi mi reče, da sem res igralec za velika tekmovanja. Vedno sem kazal na teh velikih tekmovanjih vrhunske igre, od evropskih, svetovnih prvenstev, olimpijskih iger. Tako da iskreno upam, da bo tako kot sem že rekel, da se bom še bolj spominjal tega Pariza kot Tokija. Tokio mi je res ostal v spominu po najboljših rezultatih in iskreno upam, da bo Pariz še slajši. Kaj pa v Parizu? Če bi imeli prost trenutek, bi šli na Eiffelov stolp ali na kakšno zelo dobro večerjo? Verjetno bi šel na kakšno zelo dobro večerjo. Ne vem, kakšna bo hrana, ki je preveč v vasi, tako da bi verjetno zbral kakšno dobro večerjo. Super, hvala. Hvala.